Tekmovalce in spremljevalno osebje, približno 150 jih je bilo iz 30 držav, sta najprej pozdravila podpredsednik Čebelarske zveze Slovenije Marko Alov in županja občine Lukovica Olga Vrankar. Izredno sem ponosna, da je sedež Čebelarske zveze Slovenije tukaj v naši občini na Brdu pri Lukovici, kajti tako, kot sem že rekla, čebelarstvo, to je naša prihodnost in ohranjanje narave in čebel, to je naša, bi rekel, blagovna znamka. Veliko obiskov je, kar smo zelo veseli, da lahko pokažemo tudi, kaj se dogaja na Čebelarskem centru in okoli Čebelarskega centra. Kot vidite, tudi imamo veliko čebelo tamle, velikanko, to je tudi edinstvena zadeva na svetu. In ravno 3D kranica je pritegnila največ pozornosti mladih, ki so si ogledali še laboratorij in knjižnico, čebeljak in vzorčni čebeljak, ter se sprehodili po čebelarski učni poti. Nasploh me cela živalska vrsta zanima, ampak me še bolj podrobno zanima, kakšno je delovanje samih čebel, pa so tudi pomembne za naš sam narod. Če ne bi bilo čebel, tudi človeštvo ne bi obstajalo. Tekmovalci so vsi po vrsti hvalili gostoljubje gostiteljev. Očitno pa so jim bile všeč tudi naše čebele. Malta, we work with the Maltese bee. It is very aggressive and the Slovenian bee is not aggressive at all. Example, in Malta, I wear a full suit and still the bees manage to get into my suit and sting me. Here, I didn't even wear gloves or a suit and I didn't even get stung once. Slovenski čebelari so pred 21 leti zgradili čebelarski center s svojimi rokami in sredstvi. Vse skozi pa polno živi, je poudaril predstavnik zveze, ki ima tam tudi sedež.